Povejte nam, zakaj vi pravite, da ustanavljanje družbe za obrambo, varnost in odpornost vidite kot krajo desetletja na steroidih? To so težke besede. Ja, kot oblikovanje sistema za krajo desetletja. Morate vedeti, da se bo brez parlamentarnega nadzora, kar je bistvena razlika od recimo razvitih demokracij, v že tako zmanjšano zaupanje v politiko, enostavno odločanje o vlaganjih v orožarska podjetja in naložbe premaknilo od oči javnosti v zaprta vrata Slovenskega državnega holdinga. Zdaj, to je, preiskoval sem bančno kriminaliteto kot predsednik preiskovalne komisije in to je humus za oblikovanje nepredstavljivih poslov, ki jih pred javnostjo lahko Slovenski državni holding skrije, ljudje pa ne bodo vedeli, kaj se dogaja. Ampak vi pravite tudi, da orožarski holding vzpostavlja pogoje za gojišče prihodnje korupcije velikih razsežnosti, ki mu ni mesta v arhitekturi upravljanja z javnimi sredstvi. Zakaj mu ni mesta v arhitekturi upravljanja z javnimi sredstvi? Glejte, vse razvite demokracije imajo vsa večja vlaganja pod budnim nadzorom. Mi smo v gradivu za sejo Državnega zbora podali 3 primere Finske, Francije, Nemčije. Povsod imamo 5 nivojev nadzora in najmočnejši je ravno ta parlamentarni nadzor, kjer je takšna agencija oblikovana pod Ministrstvom za obrambo in mora minister za obrambo vsako leto predstavljati te dokumente. Organizacija poslovnega, gospodarskega subjekta, ki nima istega interesa kot recimo ministrstvo, ampak je tu predvsem poslovni interes in bo vlagal v orožarske firme, pa ostane brez nadzora. Ampak vi niste zbrali dovolj poslanskih glasov podpore za sklic izredne seje na to temo. Podprli so vas v Novi Sloveniji in samostojna poslanka Mojca Šetin Pašek. Zanimivo, ne pa tudi v SDS-u. Kako si to razlagate? To je zanimivo. Nekakšna nespodobna koalicija med Gibanjem Svoboda in SDS pri oblikovanju nekega organa, ki bo lahko v prihodnje 2 milijardi na leto, leto za letom, desetletja vnaprej za zaprtimi vrati utrošil davkoplačevalski denar v orožarske namene. Sploh je nenavadno molk javnosti ob oblikovanju takšnega organa, ki ga v Sloveniji, roko na srce, še nismo imeli, ki ima šibko upravljalsko in nadzorno funkcijo in ki dejansko danes se oblikuje samo sredstvo oziroma arhitektura za to vrstno trošenje. Jemljete to, da niste zbrali dovolj glasov podpore za izredno sejo kot vaš politični poraz? Ne, jaz jemljem to kot politična realnost, da očitno stranke, ko gre za dolgoročna, visoka vlaganja v nek sektor, očitno najdejo nek skupni jezik, ki ga v sprejemanju ukrepov za vsakdanje izboljšanje življenja pa ne najdejo. Sodelujejo tam, kjer ne bi bilo potrebno in mislim, da ta javna razprava o Slovenskem državnem holdingu, predvsem o oblikovanju tega orožarskega holdinga, slovenska javnost nujno potrebuje, tudi zato, da se lahko pokaže, kar smo v gradivu jasno razdelali, kako bo umanjkal nadzor javnosti nad takšnim organom. Najlepša hvala, da ste bili. Hvala za povabilo.